Komisija za preprečevanje korupcije bo kmalu zagnala prenovljeno aplikacijo Erar, ki omogoča vpogled v porabo javnega denarja. Za razliko od obstoječe bo po novem mogoče videti tudi nakazila javnega denarja fizičnim osebam, ki so višja od bruto plače predsednice republike, vključno z nakazili v tujino. Vendar pa je razširjen nabor podatkov o porabi davkoplačevalskega denarja očitno zmotil največjega trgovca z električno energijo GEN-I, ki je sprožil ustavni spor. Nika Kunaver. Začelo se je s supervizorjem, ki je na KPK nastal pod vodstvom Gorana Klemenčiča. Leta 2016, ko je KPK vodil Boris Štefanec, pa je nastal zdajšnji Erar. Prikazujejo se v sami aplikaciji tudi transakcije pod 2000 evrov. Prikazane so omejitve poslovanja in prejeta darila. Prikazujemo tuje bančne račune. Skoraj 10 let kasneje bo KPK predvidoma v nekaj dneh izdal novo spletno aplikacijo, prek katere bo lahko vsakdo vpogledal transakcije javnih institucij, družb v državni lasti ter občin za blago in storitve. Danes Erar sicer ne deluje. Vzpostavitev prenovljene različice se je zamaknila z januarja na začetek marca. Ker smo v fazi testiranja na produkcijskem okolju naleteli na še nekaj varnostno-uporabniških pomanjkljivosti, ki smo jih želeli odpraviti do lansiranja nove aplikacije. Kot so razkrili na portalu Na1, se očitno vsi s prenovljeno različico ne strinjajo. Največji državni gigant za dobavo električne energije, ki ga vodi Max Helbel, je namreč v začetku letošnjega leta vložil zahtevo za ustavno oceno enega od členov zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ustavnemu sodišču so predlagali tudi zadržanje dela zakona in posledično neobjavo prenovljenega Erarja. Gre za določbo zakona, na podlagi katere bodo v Erarju razvidne vse transakcije, pri katerih je iz kode namena razvidno, da se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne pogodbe ali druge avtorske ali intelektualne storitve ter transakcije, ki presegajo bruto mesečno plačo predsednice republike. Ustavno sodišče zahtevi GEN-I ni ugodilo. Zahtevo so, kot so pojasnili, vložili, ker so prepričani, da bo KPK objavila tudi podatke o plačah zaposlenih. Podatki o plačah takih posameznikov predstavljajo tržno občutljivo informacijo, katerih razkritje oziroma objava bi pomenila izrazito škodljiv, nesorazmeren poseg v konkurenčni položaj takega podjetja na trgu. A KPK teh podatkov ne bo objavil. Plače zaposlenih v državnih družbah, za razliko od zaposlenih v javnem sektorju, namreč niso informacija javnega značaja.